En primer iz prakse, ne rabiš povedati imena partnerja, valjda da ne, ampak sam tako, se pravi, kaj si tam, kakšno je bilo stanje in pa, ko vi pridete, ne, kaj se naredi in kaj je po rezultata, veš. Prišli smo tako enemu podjetju, mi večinoma delamo z gospodarstvom, zelo malo delamo z javnimi delamo v zdravstvu. No, bomo rekli primer zdravstva. Mi smo naredili eno malo revolucijo pri upravljanju zdravstveno dokumentacijo fizično, zato ker smo ugotovili, da te uboge medicinske sestre zlagajo po abecednem redu. To pomeni, da ko se širijo kartoteke, se dejansko morajo vedno prestavljati. To je never ending story. Ja, normalno. Jaz pa izhajam v bistvu iz računalniškega sveta in tam vsak dokument ima neko zaporedno številko, in ga ti vedno najdeš. In ko ti imaš definirano lokacijo dokumenta, najdeš ta dokument in ga lahko tudi pravilno izločiš in uničiš v primeru, če pacient recimo umre in poteče rok hrambe. In to se nam je zdelo zelo, zelo pomembno, ker mi nismo v njihovo osnovno logiko poslovanja šli, tako kot so imeli, ampak so nam dopustili, da dokumentacijo, ko jo prevzamemo, uredimo, da je skladno z GDPR, tako da skoraj nobene ne more najti, če ne dobi seznama, kje to je. Logika vsemu temu obstaja, tudi pripravljeno, da se digitalizira, ampak da one zdaj vejo tudi pri sebi, ker mi ob tem, da nekaj naredimo, tudi sproti usposabljamo. Ker mene je zelo pomembno, da se ljudje opolnomočijo, ker ne morem biti na vseh lokacijah, tudi ne bomo se večno ljubili, ko mi svoje naredimo, jaz imam rada, da oni sami delajo, pa kvečemo, kaj pokličejo, pa naredijo. Ampak, ko vidiš, da ti stres jim umakneš, da one vejo, da delajo prav, da vejo, da so na varni strani, da so odgovorne za svoje delo in da nimajo probleme z dokumenti, ker jih najdejo, to se nam zdelo zelo, zelo veliko. In to, ko jaz rečem, stvar pri arhiviranju digitalizaciji, kar je plus, da če je pravilno narejeno, včasih smo samo skenirali, pa potem smo imeli s PDF, PDF-A, pa zdaj OCR-amo, kar je super, zato ker ti dobiš podatke. Ampak hočem reči, tudi če narediš eno stopnjo, pa pustiš, čez par let, ko bo tehnologija napredovala, ti tisto porabiš in nadgradiš. Nikoli se ne dela dvojno delo, če je prvotno pravilno narejeno. In to so res ene take lepe izkušnje, ker največ imamo ljudje stresa z stvarmi, ki jih ne poznamo, ki so nam odveč, kot eskadrila smrti, ko te nekdo pošlje v arhiv. Ja, pri meni, pa nisem nikoli delal dejansko v arhivu, nimam pojma, ko se ga lotiti, ampak kar sem bil naučen iz okolja, točno to, kar si rekla, če bi zdaj mi rekel 5 v arhiv, tisto iskati je tako, se vidimo konč šihta. Ja, jaz recimo vedno, ko grem kak arhiv, prvo se pogovarjam z ljudmi, da spoznam njihovo logiko. Zato, ker na koncu vidiš, da oni po svoji logiki pospravljajo. Jaz nikoli ne rečem, kako bi vi iskali, ampak kako iščete. Ker ko se ti vprašaš, kako iščeš, vsak ima svojo logiko, vidiš, kateri dokumenti so mu pomembni, ki jih shrani na kak način. In potem to združiš v nek sistem, ne da bi neki grobo posegal v samo delo. Čeprav jaz kakorkoli prijem, jaz sem hecala, da sem kupila moj MG Racing Green, ker očitno ne bom šeftala z umetninami, razen v uspešni trgovini, ampak da sem kupila kak stari Mercedes, tisti pogrebni. Tako jaz kam pridem, ker to pomeni ljudem, ker tema na oči, ker imajo res strah, da bo moral več delati, a zdaj bo pa spet nek sistem, pa zdaj mi rušijo, pa zdaj ne vem kaj. Je žal se stvari spreminjajo, ampak jaz vsakemu rečem, gledajte, poslušamo, vidimo, malo zbrusimo, pa gremo naprej. Velikokrat, verjeli ali ne, ni potrebno veliko, da bi bilo odlično. Res zanimivo. Ker jaz še vedno rečem, dokler stvari funkcionirajo in se najdejo, očitno funkcionirajo. Mislim, ti lahko imaš avto, lahko imaš pa Mercedes, pa se voziš, ni neke bistvene razlike. Tako da se odvisno od želja in preferenc posameznikov, ampak važno je, da nimaš stresa pri svojem delu. To mi se zdi najbolj pomembno. Se strinjam in hvala ti za to, da si povedala par primerov.